Ko v zelo priljubljen segment vozil pride totalni novinec, je naše razburjenje podobno tistemu, ko v ustaljeno srednje avtomobilskih novinarjev pride nekdo na novo. Ga vsi gledamo po strani in sploh ni pomembno, kaki stručko je. Za nas je vreden glih toliko, da gre avto tankat in ga gre oprat. Ja, se vem, smotani smo, ampak tak pač je. Se mi zdi, da je enaka fora tudi pri avtih, ampak o uspešnosti odločate vi, kupci, ne pa predstavniki konkurenčnih podjetij. In kupci ste takšen Forting T5 Evo sprejeli z odprtimi rokami. Letos ste jih razgrabili več kot 500 in glih tok mailov poslali tudi nam, češ, kak se pa vam zdi? Pri zunanjosti sploh ne rabim biti dolg. Dobro zgleda. Spredi celo spominja na Lamborghini Urus, z nekaterimi elementi še nekak drug avto, pač zelo je nastopaški. Dobro zgleda tudi od strani. Proporciji so za križanca res dobro zašiljeni in dejansko od zunaj deluje manjše, kot je v resnici. Notranjost je tista, zaradi katere boste še enkrat preverili, če je cena res prava. To namreč izgleda dost dražje, še posebej, če boste malo bolj pogumni pri barvah. Rjavo usnje je lepo, sedeža spredaj sta udobna, to lahko takoj povem. Armaturna plošča je na pregled sodobna in opreme je dejansko zelo veliko. Sicer je kakšna stvar res hecna, še najbolj pa prevodi. Joj, poglej, sopilot in vozačev sedež. Mimogrede, moj sedež je ogrevan, prezračevan, tudi masirat zna. Že prej sem si vklopil masažo hodnik, zdaj pa bom preklopil na skok, karkoli že pač to pomeni, ampak fajn masira. No, sopotnik se bo po drugi strani mogel zadovoljiti samo z ogrevanjem. Tudi tu nimam nobenih pripomb, ker je prostora veliko, klop je dovolj udobna, celo ravno dno ima, kar mi je všeč. Če res potrebujete ogromno prostora, potem preverite edino prtljažnik. Podatki pravijo, da je na voljo 480 litrov, kar je nekako ok, ampak veliko prostora v resnici vzamejo rezervno kolo in ostale malenkosti, tako da je potem realno prostora za 370 litrov, kar pri 4,56 metra dolgem avtu ni veliko. Pa vožnja? Motor je Mitsubishijev in ima 1,5 litra prostornine, gre pa za turbobencinski 4-valjni stroj. Moči je po svoje dovolj, čeprav je pospešek z mesta do 100 komaj malo pod 10 sekund, ampak v praksi se mi nikoli ne zdi podhranjen. Tudi z dovolj navora razpolaga, skratka, v redu je. Poraba na testu je okoli 8 litrov, pod to vrednost gre pa težko, še posebej z veliko vožnjo po avtocesti. Sam mal nos viham nad kombinacijo motorja, menjalnika in podvozja. Vi najbrž ne boste, jaz pa sem precej specifične sorte voznik in so mi odlične vozne lastnosti pač pomembne. Na tem področju je T5 Evo povprečen. Menjalnik je dvosklopčni robotiziran in včasih preveč cuka, krmiljenje pa v hitrejših zavojih tudi mal zamuja, zato se včasih precej dobro podvozje z več vodilno opremo zadaj kar mal muči. V bistvu sam takrat, ko boste pozabili, da to ni Urus, čeprav mu je mal podoben in boste hoteli biti hitri. Pri družinskem avtu najbrž ne prav pogosto. Povem pa. Snaramo še en zaključek, pa sem se spomnil na pico. Če je najboljši predstavnik razreda kot huda napolitanska pica za 14 evrov, je tole običajna pica za 10 evrov. Mogoče ne navduši povsod, ampak še vedno je pica. Dobra stvar, ni kaj. Jaz sem kar lačen rata. Pridi Forting, gremo. Jest!